Je znani profesor na Teološki fakulteti in družinski terapevt Kristjan Gostečnik nezakonito uporabljal naziv klinični psiholog. To je očitek iz kazenske ovadbe, ki je bila po neuradnih informacijah vložena pred mesecem dni. Gostečnik naj bi naziv uporabljal na podlagi izobrazbe, ki jo je pridobil v tujini, a v slovenskem zdravstvenem registru njegovega imena ni. Več Domen Anderle. Da ne bi smel uporabljati naziva klinični psiholog, je zbornica Kristjana Gostečnika prvič opozorila pred 13 leti. Pozneje pa še dvakrat, nazadnje letos. Pozvali smo ga, da uredi nostrifikacijo za poklic kliničnega psihologa na pristojnem ministrstvu za zdravje. Na naša opozorila se ni odzival oziroma jih je ignoriral. Vsi klinični psihologi morajo biti vpisani v register delavcev v zdravstvu, a Gostečnika v njem niso jasni tudi na Ministrstvu za zdravje. Naši pacienti, še posebej pacienti s težavami v psihičnem zdravju, imajo pravico, da z njimi delajo strokovnjaki, ki so ustrezno izobraženi. Gostečnik izjave pred kamero ni želel dati. Glede očitkov, da naziv klinični psiholog uporablja nezakonito, pa nas je usmeril na Ljubljansko univerzo. Prav na Ljubljanski univerzi naj bi leta 1997 nostrificirali Gostečnikovo diplomo iz ZDA in mu priznali naziv klinični psiholog. 30 let starega primera ne moremo komentirati, pravijo na univerzi in dodajajo, da je dokumentacija tajna. V senatu univerze, ki naj bi Gostečniku priznal naziv klinični psiholog, so po poročanju Dnevnika in Večera sedeli 3 profesori. Prvi zdaj trdi, da se pod sklep o priznanju ni podpisal, za drugega sumijo, da sploh ne obstaja, tretji pa je leta 2008 umrl. Medtem so profesorji v bran stopili na Teološki fakulteti. Tam pomislekov o tem, ali dr. Gostečnik sme uporabljati naziv klinični psiholog, nimajo.